Še vedno srečujem voznike, ki še kar nočejo ali pa si ne upajo priznati, da so korejski avtomobili dosegali nivo, ki je popolnoma na nivoju tistih, ki jih dosega tako opevana nemška konkurenca. Večina teh avtomobilov je tudi razvita v Evropi, tako kot stale Kia Stonic. Evo, še en mali križanec B segmenta. Smo se ravno vrnili s salona v Frankfurtu, kjer so bile praktično vse novosti takšni majhni križanci. Med njimi tudi Kia Stonic. So se namnožili kakor te srne kleje za mano. Pa smo Evropejci res tako nori na njih. Pri nas kraljujeta Renault Captur in Peugeot 2008, skupaj s številko večjimi križanci pa tvorijo najbolj popularen segment našega časa. Kako se je z izjemno težko nalogo soočila Kia? Očitno popolnoma enostavno. Najpomembnejša stvar pri takšnih avtomobilih je izgled in Kia Stonic nima nobenih težav. Izgleda sodobno, privlačno, barvnih kombinacij pa je toliko, da sploh ne vem, katero bi priporočil svoji ljubici. Pardon, ženi. Poseben je zaradi dvobarvnosti. Na voljo bo več kot 20 različnih kombinacij barve, od tega 5 samo za streho. Korejci pa pravijo, da je Stonic edini avto v ponudbi, ki omogoča toliko personalizacije. Velik vpliv ima pri oblikovanju in ureditvi notranjosti model Rio, na katerem je Stonic v bistvu zasnovan. Je pa tukaj seveda možno izbrati več barvnih dodatkov, da bo vse skupaj bolj živo. In bolje založeni primerki imajo tukaj 7-palčni zaslon, sistem pa podpira tako Googleov Android Auto kot Apple CarPlay. Prostora je, malenkost več kot v Riu. Sicer avto ni velik in pričakujete manj kot dejansko ponudi, dolg je 4,14 m. Celo prtljažnik ima 352 litrov, kar je bolje od večine malčkov, ki jim mali križanci zdaj konkurirajo. Če sem ravno primerjal z Riom, Stonic je 42 mm bolj oddaljen od tal, kar ne pomeni, da je zdaj to terenc, le malo lažje je sest vanj. Pomembno je, da ima samodejno zaviranje v sili s prepoznavo pešcev, da vas jezna žena ne bo mogla niti namenoma povoziti na dvorišču, ko bo izvedela, da vam je bolj všeč drugačna barvna kombinacija strehe. Res hodič. Nekdo drug bo navdušen nad opozorilnikom na vozila v mrtvem kotu in še čim, na seznamu dodatne opreme pa so tudi radarski tempomat, ogrevana sprednja sedeža in pametni ključ. Mene vedno najbolj zanimajo motorji in Stonicove v bistvu že vse poznam. Trije so bencinski, najšibkejši je 1.2, potem 1.400 konjev in močnejši 3-valjni litrski TGDI 120 konjev. Seveda je na voljo tudi dizelski 1.6 CRDI, 110 konjev oziroma 81 kW, vsi pa prenašajo moč samo na sprednji kolesi, 4-kolesne različice ne bo. Mogoče čez čas dobimo še hibridno varianto, cena bo ugodna, k nam pa pride že konec oktobra. Mimogrede, ime ne pomeni nič, če ste se spraševali ves ta prispevek. Pravijo samo, da se dobro sliši, ko so zmešali besedi speedy in tonic.